Tokrat v občinskem informatorju. Sprehod po proizvodnih halah Magne Hoče. Organizatorji Zlate lisice v polni pripravljenosti. Vijoličasti znova na starih tirnicah. Število obolelih za gripo narašča. Na Pohorju prva nočna smuka v dolino. Spoznajmo urbano hrano Street Food Skunk. Lepo pozdravljeni. Magna Steyr s proizvodnim obratom v Hočah danes zaposluje 140 ljudi. Od leta 2017, ko so položili temeljni kamen, danes obratujejo na 3,5 hektarjih od predvidenih 12. Pogledali smo si notranjost lakirnice v Hočah. Magna v Hočah bo v marcu tudi uradno zagnala lakirnico. V Hočah trenutno lakirajo karoserije za avtomobile znamke Jaguar I-Pace, kar delajo roboti. Potrebna pa je tudi človeška pomoč. Tukaj je še vedno človek, se pravi 2 kabini, 2 človeka, po potrebi tudi 3, normalno. Ampak ko je tukaj avto končan, se pravi potem je pripravljen za prodajo oziroma za prevoz proti Gracu. V Hočah so med delavci le Slovenci, ki niso kolebali med zaposlitvijo v Sloveniji ali v sosednjem Gracu. Niti ne. Se pravi, mi imamo v Gracu zdaj trenutno še 16 ljudi od 48, ki smo jih gori uvajali in vsi so kar z veseljem prišli sem. Iz lakirnice v Hočah bodo nato pobarvane karoserije prepeljali v tovarno v Graz s pomočjo 16 tovornjakov. Sicer pa se je znova zataknilo pri okoljevarstvenem dovoljenju za tovarno. Vložena je bila pritožba, s čimer se datumi znova zamaknejo. Zur Umweltgenehmigung, ja, wir haben alle Auflagen aus der OVD erfüllt. Sie haben heute, hoffe ich, einen guten Eindruck davon erhalten können, dass wir State of the Art hier hingebaut haben und wir blicken auch positiv in die Zukunft, dass wir das lösen können. Izjavo na to temo je podal tudi župan občine Hoče Slivnica, ki je prepričan, da bo tovarna v regijo pripeljala več koristi kot škode. Gre za enega največjih igralcev v avtomobilski industriji na svetu. Upam, da začnejo čim prej poslovati in razvijati svojo poslovno dejavnost, tako da bo posledično tudi prišlo do gospodarskega, socialnega razvoja. Sama Magna prinaša v naše kraje avtomobilsko industrijo, ki ima na tem območju nekako domovinsko pravico. Tukaj imamo šole, znanje, strokovnjake, univerzo in tudi razumevanje za avtomobilsko industrijo. Objekt stoji, delavci so zaposleni, izobraženi, potrebno je čim prej začeti delati. Smo v prelomnem momentu, ker bo potrebno začeti delati. Sam kot župan bom tako kot do sedaj po svojih pristojnostih, zmožnostih k temu tudi pripomogel, da se zadeva čim prej začne. V Magni sicer računajo, da bodo s proizvodnjo pričeli v prvem četrtletju tega leta, obljubljajo pa tudi izpolnitev vseh zavez. Wir haben zugesagt, dass bis 2022 mindestens 400 Leute hier arbeiten werden und zu dem stehen wir auch weiterhin. Z današnjim dnem so sicer prvič testno zagnali lakirnico, ki bo v 1 uri polakirala 20 avtomobilov. Organizatorji tradicionalne 55. Zlate lisice na Mariborskem Pohorju so podpisali sponzorski pogodbi z generalnim pokroviteljem tekmovanja alpskih smučark za svetovni pokal, zavarovalnico Sava in pokroviteljem veleslalomske tekme Novo KBM. Letošnje tekmovanje bo sicer 1. in 2. februarja, kar je nekoliko pozneje kot običajno. Eden izmed generalnih pokroviteljev tekmovanja je tudi Nova KBM, dolgoletna spremljevalka Zlate lisice. Predsednik uprave banke pa pravi, da nameravajo ostati še dolgoročno, saj je veliko razlogov, zakaj je tekmovanje tudi za njih pomembno, ob tem pa želijo podpirati športnike in samo tekmovanje. But I think the most important reason why we are proud to be a part of this is because of the values that Golden Fox stands for. It's about high performance, competition, winning and maybe losing gracefully, but we want to use it as a means to teach our employees how to basically strive to be better. And that's in line with our corporate vision of becoming the best bank in Slovenia by 2020. Novost letošnjega dogodka je tudi ta, da bo velemslalomska tekma potekala že v petek, slalomska pa v soboto. Čeprav bo torej prva tekma na delovni dan, pa se organizatorji obetajo večji obisk strani šolskih skupin, pričakujejo pa tudi še več gospodarstvenikov in drugih obiskovalcev. Mi bomo vse naredili, da bo dogodek v Mariboru nepozaben. Pravzaprav so si od lani zelo želeli, da bi ga končno spet naredili v Mariboru, ker Zlata lisica je najboljša, če je tukaj pri nas doma.
Misli organizatorjev so tako kot vsako leto znova usmerjene v napovedi vremenoslovcev, saj si ne želijo, da bi tekmo znova morali seliti drugam, tako kot lani, ko jo je gostila Kranjska Gora. Sicer pa je do tekme še več kot 3 tedne. Glede na trenutno stanje je generalni sekretar Zlate lisice optimističen in dodaja, da v tem trenutku ne načrtujejo načrta B. Res je, da trenutno zunaj imamo otoplitev, da imamo odjugo. Res je, da imamo relativno dobro zasneženo progo, kar pomeni, da z nekimi popravki oziroma posebnimi vložki tako fizičnega dela kot strojnega in ostalega lahko pozitivno gledamo na tekmo, kar pomeni, da smo skoraj zagotovo prepričani, da bomo tekmo 1. in 2. februarja naredili pod Pohorjem. Zadeve so pod kontrolo, veseli me, da lahko bistveno to zdaj tukaj snemamo pred belim snežnim stadionom, dostikrat v preteklosti to ni bilo možno in vsekakor verjamem, da bomo v teh 3 tednih naredili še to, da bo Mariboru res Zlata lisica letos spet ostala. Letošnji program Zlate lisice znaša 1,1 milijona evrov, pri čemer bodo 70% stroškov pokrili po zaslugi mednarodnih marketinških pogodb in televizijskih pravic, 30% pa organizacijskih komitej, ki deluje v okviru Alpskega smučarskega kluba Branik. Še ostajamo pri športu. Za nogometaša NK Maribora je konec zimskega premora. Vijoličasti so pričeli s pripravami na spomladanski del sezone. Tako so minuli torek opravili prvi uradni trening na domačem terenu Ljudskega vrta. Njihov strateg Darko Milanič pa je ob tem poudaril, da se želi spomladi nadaljevati jesenski niz zmag. Vijoličasti so premor izkoristili za počitek. Po besedah Jasmina Mešanovića je bil letošnji premor nekoliko mirnejši. Naravno, to su pripreme koje su za čitavu godinu, faktički to trebamo što bolje napraviti, odraditi, jer znamo da ljetna pauza nije velika, da Europa počinje brzo i mislim da su ovo pripreme koje će nam biti ključne i za Europu i za ligu i za sve. Prvi del treningov bodo opravili na domačem terenu v Ljudskem vrtu, nato bodo priprave nadaljevali v Moravskih Toplicah in zatem še v Turčiji. Po besedah Dina Hotića bodo po takšnem načrtu priprav natanko spoznali potek in cilje treningov. Ja, v bistvu je to super, da veš kako in kaj in v bistvu komaj čakaš Turčijo, ker potem se vse ti napori malo zmanjšajo in je veliko več tekem in iger na treningih, kot pa zdaj teh prvih 14 dni. Vijoličasti pa so vrnitev na igrišče že komaj čakali, tudi zato, ker je bila prva polovica sezone zanje odlična. Po besedah trenerja NK Maribor je njegova primarna želja, da nadaljujejo serijo zmag, ki so jo že začrtali v jeseni. To nam je cilj, to nam je primarni cilj, da se spomnimo, na kakšen način smo to dosegli, to pomeni, kaj smo delali, kako smo se obnašali in če bomo samo to govorili, ne bo dobro. Moramo se spomniti in zagrabiti za delo in biti enotni, tudi v trenutkih, ko vse ne teče tako, kot bi si želel, moraš biti skupaj in enostavno biti zelo, zelo uporen naprej. Pol sezona je bila odlična, kar se tiče rezultatov, kar se tiče zadetkov, ki smo jih dosegli, kar se tiče neke kontinuitete. In zdaj, če lahko takoj začnem z neko mislijo, če sem takrat v tistih zadnjih tekmah govoril, da bi rad naredil eno dolgo serijo zmag z svojimi fanti, zakaj ne bi to serijo pač podaljšali. Zmagali smo 5 tekem zapored in cilj nam je zmagati še 6., 7., 8. Prvo priložnost za podaljšanje niza bodo Mariborčani imeli 23. februarja v Ljudskem vrtu, ko bodo odigrali tekmo z Muro. V zdravstvenih domovih po Sloveniji, tudi v Mariboru, opažajo naraščanje števila obiskov pri zdravniku zaradi respiratornih okužb in prehladnih obolenj. To je sicer običajno za ta letni čas. Če zbolite, pa svetujejo, raje ostanite doma. Vsako leto je v začetnih mesecih leta najbolj pogosto zbolevanje za gripo in ostalimi respiratornimi boleznimi. Ravno respiratorni virus je tisti, ki povzroča bronhiolitise, ki so še posebej nevarni za otroke in je potrebno upoštevati preventivne ukrepe.
Za odrasle pa, tako kot sem povedala, pa je gripa tista, ki lahko povzroči predvsem tudi pri otrocih, seveda pri starejših, pri kroničnih bolnikih tudi resne, celo tudi življenjske okvare oziroma težave. Zagotovo je priporočljivo cepljenje, to je bilo večkrat meseca oktobra, novembra, pa tudi decembra promovirano, da je zagotovo to ena izmed zaščit, ki jo zdravstveni delavci priporočamo. Še vedno se lahko cepi, ni prepozno, so pa zelo pomembni preventivni ukrepi, ki jih moramo izvajati, predvsem tisti, ki imajo male otroke oziroma dojenčke. Potrebno je ostati doma, če zbolimo. To še posebej velja za otroke, ki se morajo do konca pozdraviti pred odhodom v vrtec ali šolo. Naučiti se je potrebno tudi pravilnega kašljanja in kihanja in pogostega umivanja rok, kateri pa so prvi znaki obolenja. Povišana temperatura, ampak kot sem že povedala, pri otrocih velikokrat to ni prvi znak, slabo počutje, bolijo nas pri gripi mišice, slabo se počutimo, vnetje ušes, bolečine v grlu, žrelu, ne moremo požirati, glavobol, pravzaprav bomo rekli, da težko stanemo že zjutraj iz postelje, ne. Prehladna obolenja so prisotna, niso ogrožajoča, nam pač povzročajo težave, potrebno je tudi nekaj dni odležati, omejiti tiste aktivnosti, ki jih drugače počnemo, spiti veliko tekočine, si pomagati za C vitamino ali za kakšnimi dodatki oziroma prehranskimi dopolnili za višanje imunske odpornosti. Nekako priporočamo ameriški slamnik, čim bolj naravna ali karkoli drugega. Zelo je pomembno, da poskrbite za dovoljšen vnos tekočin čez dan, v času virusnih obolenj pa zdravstveni delavci svetujejo še, da se starši z dojenčki oziroma obolelimi otroci izogibate trgovin in trgovskih centrov. Sicer pa so zaradi gripe in respiratornih obolenj že prepovedali obiske na vseh oddelkih UKC Maribor. Prvič v letošnji zimski sezoni je sinoči množica smučarjev na Pohorju smučala vse do doline po snežnem stadionu. Nočna smuka je privabila več kot 1000 smučarjev, ki so smučali po promocijski ceni 5 €. Smučarji so nočno smuko na Pohorju že nestrpno pričakovali. Zgužva je, preveč je folka. Snežni stadion je super. Super, to bi lahko cel dan smučal, pa tudi karta, se veš, je simbolična, tako da, zato je pa takšen živ žal, to ne moreš pričakovati, da bo to vseh 20 smučalo, ker to je vseeno dogodek, pa še nočna smuka je, pogled na Maribor je čudovit. Najlepše je res videti, da res Maribor živi za Pohorje. Že na samem parkirišču sem rekel, končno, pa ne jamramo, končno Maribor. Ti je všeč nočna smuka? Ja. Zakaj pa? Ker si malo na svežem zraku in pa še. Dobro za Maribor, pa lepo, da se trudi Maribor. Čeprav je proga bila nekoliko adrenalinska, so se smučarji spustili po njej. Zgodaj je malo težavna, ker je huparli so takšni veliki, ampak tu spodaj pa dosti boljše. Dobre proge so in dobro smučam. Gneča na parkirišču, smučišču, vlečnici in po celotnem Pohorju je tako dokazala, da Maribor in Pohorje očitno rabita takšne dneve. Na Marpromo so sicer zagotovili, da bo takšnih ugodnosti za dnevno in nočno smuko v prihodnosti še več. Spoznali pa bomo tudi uspešno poslovno idejo 3 mladih kuharjev, ki so svojo strast in veselje našli v ideji urbane street food hrane. Govorimo o street foodu Skank, ki je znan po posebnih sendvičih in hrustljavem krompirčku. Svojo idejo pa so fantje javnosti predstavili pred dobrimi 6 meseci. Kot pravijo, pa jim posel raste. Tokrat se vam bodo zagotovo zacedile sline, kajti obiskali smo urbano kuhinjo Skank, no in z menoj je gospod Domen Potočnik. Pozdravljeni. Zdravo. Torej, Skank, najprej preden vas vprašam, kako ste začeli to pot, me zanima, kaj sploh pomeni Skank, zakaj takšno ime? Skank predstavlja v bistvu žival, natančneje vrsto dihurja, ki prebiva v Ameriki. Zato smo tudi izbrali internacionalno ime, ker je bistvo naše kuhinje tudi mogoče v kasnejših letih prodreti v tujino. Tako da nek logo v smislu neke prikupne živalce se nam je zdel zelo dobra marketinška poteza za pristop k ljudem. Kako pa ste začeli dejansko s to dejavnostjo? Kdaj, kako se je porodila ideja? Ideja je v bistvu nastajala mogoče kar nekaj let v ozadju vsakega izmed 3 ustanovnih članov.
Nekako pa smo potem slabi 2 leti nazaj pristopili k realizaciji samih načrtov, ko se je pojavilo seveda dovolj kapitala, ko so se nekako poklopile določene možnosti za nakup prikolice, ko smo seveda nabrali dovolj znanja čez naše šolanje in neko nabiranje strokovnih izkušenj v sami kulinariki. Ste 3 kuharji, 3 fantje, ki se ukvarjate in pripravljate vaš jedilnik, vaše se pravi stvari, ki jih dajete dejansko vsem tistim, ki so željni dobrih kulinaričnih jedi, ne? Tako, nekako ideja se vrti okrog tega, da hočemo ljudem v nekakšnem street food principu predstaviti mogoče nekakšne drugačne kulinarične pristope do same hrane, ki je še vedno lahko pripravljena hitro, kvalitetno, predvsem pa inovativno, kar mogoče v današnjem prostoru v naši državi absolutno manjka, ne. Kaj večinoma pripravljate? Za zdaj smo osredotočeni, se pravi, na pripravo sendvičev. Seveda ime samo pove, se pravi Urban Kitchen, urbana kuhinja, da se ne omejujemo z samimi izdelki, ampak trenutno smo nekako našli tržno nišo, tudi ideje so se porodile pač v principu sendviča, ki je načeloma relativno zelo nova tržna niša na našem prostoru, čeprav zelo uveljavljena globalno. Tako da zdaj trenutno se držimo, se pravi, sestavin med 2 kosoma kruha. V čem so torej vaši sendviči posebni, ne? Ko človek čuje sendvič, ja, to je čisto preprosto narediti, ne? 2 kosa kruha, ne pa nekaj vmes, ampak vendarle ni temu tako. Zdaj načeloma še vedno tako, mi se držimo preprostega principa, se pravi, preprosto je ponavadi boljše. Edino, kar nas mogoče zelo loči od drugih nastopajočih na tem tržišču, je to, da se dejansko poskušamo vključiti v čisto vsak proces pri izdelavi samega sendviča, se pravi, pa ne bo to kruh, priprava mesa, priprava različnih omak, se pravi, vse, kar dejansko ni izpod naših rok v tej urbani mali kuhinji, je dejansko majoneza in pa kečap, ki sta pač vseeno zelo standardni sestavini vsakega street fooda, medtem ko je vse ostalo pripravljamo sami. Naj bo to hišna omaka, naj bo to teriyaki omaka, ki jo probamo inspirirati iz azijskih vplivov, ampak še vedno na svoj način z našimi sestavinami, z lokalnimi sestavinami, kar mislim, da je v današnjem času pač zelo pomembno pri samem postopku. Nisva omenila, ne? Kdo ste ekipa 3 fantov, ki ste to pripravili? Ekipa se stoji iz 3 članov, in sicer Timon Škrabelj, Tomaž Ferk in pa jaz kot Domen Potočnik. Skupaj se poznamo že res ogromno časa, kar tudi zelo doprispeva k samemu izvajanju posla, saj dejansko to prijateljstvo na nek način da zelo dobro rdečo nit pri sami komunikaciji, pri sami pripravi načrtov, pri sami izvedbi v končni fazi same hrane, in pa tudi verjetno mislim, da imamo zelo srečo, saj pri takem poslu, ki ga opravljamo sami, dostikrat pride tudi do kakšnih konfliktov in se seveda na ta način zadeve zelo lažje rešujejo, če se človek pozna, se spoštuje in ve, kje so pa določene meje, do kam lahko gremo. Pravite pa tudi, da dajete poudarek na lokalno pridelano hrano oziroma na lokalno pridelane sestavine. Tako, seveda, ko je le možno, se držimo dejstva, da je lokalno boljše. Seveda določene stvari variirajo v sami sezoni, saj mogoče v tem času ni primeren čas za to in tisto zelenjavo, medtem ko je nekje, kjer je topleje, primeren čas za to, se pravi, da po nekaterih živilih vseeno moramo dejansko dostopati do raznih grosistov, čeprav večino pa probamo ohranjati dejansko lokalno, in to se nam je do zdaj zelo dobro potrdilo v sami ponudbi, tudi v samem ohranjanju gosta, se pravi, ker vedno več ljudi daje poudarek na to, da so živila lokalna, da vemo, odkot je njihovo poreklo, in jaz mislim, da načeloma se bomo držali tudi naprej tega, ne glede na ceno. Kaj je vaše glavno vodilo pri tej street food kuhinji? Se pravi, naše glavno vodilo je približati ljudem nek kulinarični spekter, ki ga mogoče drugje ne bi mogli poizkusiti, vendar vseeno z nekim našim pristopom, z našimi lokalnimi sestavinami, in mislim, da je to dejansko. Kakšni so pa načrti, cilji za naprej? Cilji za naprej so precej optimistični, s tem, da se pač zavedamo, glede na to, da smo še mladi, da smo na samem začetku, da se bo treba zelo potruditi, da bo treba marsikdaj potrpeti, vendar
Mislim, da z trdim delom, z dobro zastavljenim planom in ciljem za vnaprej nam dejansko se stvari lahko uresničijo, pa naj bo to mogoče nastopanje v kakšnem tujem trgu, mogoče tudi razvoj kakšne fiksne lokacije ali pa enostavno dodajanje samih produktov na meni, se pravi. Probavamo nekako imeti 110% odnos do same priprave, do same izvedbe, s čim se ukvarjamo. Najdemo vas praktično povsod, na raznih festivalih smo vas srečevali v času poletja, zdaj se nahajate trenutno tukaj v zimskem času v Hočah. Pa vendarle, se pravi, na več lokacijah se pomikate tam, kjer vas povabijo, ne? Nekako je bil to zelo pomemben faktor pri snovanju naše ideje, saj načeloma smo hoteli objekt, ki bo premičen, ki bo praktičen za uporabo, s katerim si načeloma lahko tudi sami določamo nekakšno frekventnost, saj ne vem, če vzamemo za primer turistične sezone, načeloma, če bi bila zadeva stacionarna, ne bi mogli razmišljati o tem, da se mogoče lahko v določenem času premaknemo tja ali pa mogoče tja. Dobro, nekaj načrtov smo omenili, rekli ste, mladi ste, začeli ste pred dobrimi 4 meseci oziroma malo manj kot pol leta. Pravzaprav, če zdaj strnete teh nekaj mesecev, kako je? Jaz mislim, da trenutno položaj, v katerem se nahajamo, je zelo dober. Sami se ne moremo pritoževati nad praktično ničemer. Gostje so nas absolutno navdušili, kar se tiče pristopa do same hrane, kar se tiče do ohranjanja rednih gostov. To nam dava absolutno motivacijo za vnaprej. Marsikaj smo se naučili, čeprav smo mislili, da že dosti stvari recimo vemo, pa vidiš, da mogoče pride taka situacija, v kateri se še sploh nisi znašel do zdaj. Vendar bi rekel, da smo se v teh parih mesecih zdaj samega začetka res ogromno naučili, kar nam da res dober temelj za naše nadaljne delovanje. Kaj vi priporočate najbolje izmed teh jedi, ki jih ponujate? Recimo, kaj je tisto najboljše? Načeloma tako, da se držimo dejstva, da poizkušamo zelo različne variacije okusov, različne variacije zelenjave. Pri tem morda velja omeniti dejstvo, da smo se dejansko spustili v filozofijo samega ugriza sendviča, se pravi, da imamo določena merila, kako mora biti zelenjava narezana, v kakšnem vrstnem redu se seveda vse skupaj postavi v samo štručko. Medtem pa glede mojega predloga, jaz mislim, da vas lahko usmerim enako kot vsega gosta, ki pride do nas. Se pravi, ko je štručka popečena, premazana z prečiščenim maslom, se ta čas lahko vi odločite, katero meso vam najbolj ustreza. Sendvič lahko skonstruirate dejansko po čisto svojem okusu. Mi imamo že vnaprej pripravljene določene sendviče, ki stojijo tako kot so, vendar ni dobenega problema, če kaj odzamete, kaj dodate. Tako da tu v bistvu naša ponudba variira oziroma se prilagaja dejansko na vaš okus in na vašo željo. Iz vsega tega, kar ste povedali in kar vonjam od tam, kjer prihaja vonj iz vaše kuhinje, moram priznati, da sem že skoraj da malo lačen, tako da želim vam seveda obilo uspehov in vse dobro v prihodnje. Hvala Eva. Hvala tudi vam in če so se tudi vam zacedile sline, predlagam, da to ponudbo pridete in poskusite. Poglejmo še, kaj se ta konec tedna dogaja v naših krajih. Vse do nedelje bo v Rušah potekalo 25. mednarodno tekmovanje z zračnim orožjem. Tekme bodo v soboto in nedeljo potekale v športni dvorani Ruše. Prav tako jutri, 12. januarja, bo na drsališču v športnem parku Ruše potekala delavnica drsanja z ledeno kraljico. Pričeli bodo ob 16. Plesna šola Samba pa v nedeljo, 13. januarja, prireja novoletno predstavo Snežno kraljestvo. Prireditev bo v športni dvorani Vrbanska v 2 delih s pričetkom ob 16. in 18:30. To je bilo vse za danes. Imejte lep konec tedna in nasvidenje.